Tako je sinoči v Črnomaljski cerkvi Svetega Duha zvenelo ubrano petje vokalnega ansambla Muzika, nastalega v sklopu mariborske pevske šole Muzika. Najprej smo začeli na Ptuju, potem smo se premaknili v prejšnji sezoni naš sedež v Maribor. In v bistvu v sklopu tega pevske šole Muzika, ki poučuje vokalno tehniko in ostale stvari povezane s petjem, je nastalo že kar nekaj skupin. Se pravi, se kar spreminjajo v teh letih, od komornega zbora do večjih ansamblov vokalnih. In zdaj smo se nekako zadali nek ambiciozen cilj, namreč poskušati pritegniti pevce iz širše Slovenije in uspelo nam je. Sestavili smo vokalni ansambel, petčlansko vokalno skupino, ki jo sestavljajo pevci iz Maribora, Ptuja, Celja in pa celo iz Kobarida. Ambiciozni pevci, večinoma študenti oddelka za glasbo na Mariborski pedagoški akademiji, usmerjajo svoje delovanje k izobraževanju in oblikovanju celovite pevske osebnosti. Dolgoročnih načrtov nimajo, saj v zasedbi Muzika pod umetniškim vodstvom Roberta Feguša delujejo šele od septembra lani. Da takšna skupina funkcionira in da pravzaprav si privoščimo lahko toliko vaj, kot jih imamo mi, skoraj 2-3 na teden, ne, in da potujemo ves čas, koncertiramo, je treba se tudi nečemu odpovedati in tukaj se potem vidijo prave pevske osebnosti. Ali res, ker če bi pričakovali, da bodo ljudje od tega lahko preprosto živeli, ker pojejo okrog, ne, potem bi to bilo malo naivno v tem času in v tem prostoru. V pevski šoli Muzika, ki si prizadeva za kakovostno vokalno glasbeno izobraževanje, so se odločili za inovativen, mobilni pristop k poučevanju vokalne tehnike. Pravzaprav tega primanjkuje. Jaz niti nisem poznal toliko situacije po Sloveniji, da resnično trenutno se res premalo, se mi zdi, poučuje vokalne tehnike okrog po zborih. Ker ne vem, zakaj se je to zgodilo. Jaz mislim, da so vsi tisti profesorji, ki so to poučevali, zdaj že prišli malo v leta in se jim mogoče več ne da. In po drugi strani pa tudi zbori, da bi se selili v en kraj, celotni zbori, nekako niti finančno tega ne zmorejo. Tako da smo v pevski šoli sledili temu trendu in naredili pevsko šolo, ki hodi po celotni Sloveniji. Res je, imeli smo preko 12 delavnic, zdaj tudi v Puli smo bili, tudi v tujini. In povsod so zadovoljni, da se to dogaja in da lahko zborom nekako pomagamo malenkost dvigniti nivo vokalne tehnike, ker zbor zazveni komaj takrat, kadar pevci znajo pravilno peti, ne samo kadar ponavljajo leta in leta. Dober posluh in dobri glasovi so pomembni za zborovsko petje, pravi Feguš. Ampak ponavadi se dogaja, da slovenski amaterski zbori, ki smo mi živimo v deželi, kjer je zborovstvo zelo razvito, tudi smo prepoznavni po tem zborovstvu tudi v svetu, in amaterski zbori si postavljajo visoke cilje, vedno bolj. Ne? In vidimo, da slovenski zbori hodijo po raznih zborovskih pevskih tekmovanjih, potem izvajajo precej težke programe in za izvedbo nekega težkega programa je vokalno tehniko treba obvladati, drugače se hitro kaj podira na nastopu. Robert Feguš, uspešen zborovodja in učitelj pevskih veščin, se ne strinja s tistimi, ki menijo, da je v Sloveniji preveč pevskih zborov, je pa prepričan, da je med njimi preveč tekmovalnosti. Med pevskimi zbori se dogaja precejšnja tekmovalnost, sploh ne vem, odkot je to nastalo. Vidim pravzaprav neke določene oddaje po televiziji in tako naprej to spodbujajo. Jaz pa mislim, da tekmovalnost ni tisti osnovni cilj pevskega zbora. Ne? Osnovni cilj je pravzaprav predati skozi to čudovito lastnost človeka, da lahko zapoje. To je najlepši inštrument v naravi, za moje pojme, zraven ptičjega petja in ostalega, da lahko skozi petje pravzaprav ljudje danes povemo eno sporočilo miru, sporočilo ljubezni, sporočilo tudi skrbi ali kakorkoli. S tokratnim koncertom, ki so ga poimenovali Večerni spev, so pevci vokalnega ansambla Muzika želeli poslušalcem pričarati predvsem spokojen večer.